Vsi ljudje smo trava. Še tako lepa cvetlica je le trava. Trava ovene, cvetlica se usuje, Gospodova beseda pa ostane na veke. Dober večer, Bog daj, in lepo pozdravljeni v prvi majniški oddaji Domača cerkev. Lahko bi dejali, da se prava pomlad šele začenja. Velika noč nam je prinesla novo luč in novih moči. Maj je ozelenel travnike in gozdove in vse krog nas je dobilo novo obleko. Cerkev je v zimskem času imela bolj skromen rožni okras. Zdaj bo spet zaživela v pravi toploti. Toploti zaradi sončnih žarkov, ki bodo z vso močjo prodirali skozi debele cerkvene zidove. Toploti zaradi cvetja, katerega bo tokrat največ okrog Marijinih oltarjev. Ves mesec pa bo v cerkvi zvečer bolj živahno. Najbolj zvesto bodo majniško cerkev obiskovali naši najmlajši, ki se pripravljajo na sprejem prvega svetega obhajila. In vsi bomo doživeli cvetoči maj. Lahko bomo utrgali marsikateri cvet, ga komu podarili, lahko bomo od veselja plesali in peli. A ne daleč od nas, med porušenimi hišami in tonami betona, bodo težko utrgali cvet. Potrebovali bodo veliko časa, da bodo spet lahko zaživeli z zaupanjem. Njihova srca verjetno težko začutijo toplino. Zato pa smo mi tu. Nismo tako globoko ranjeni, da se ne bi mogli malo potruditi in ljubezen deliti tistim, ki jo sedaj najbolj potrebujejo. Mesec maj pa poleg ostalih poimenovanj radi imenujemo tudi mesec mladih. In kar veliko se jih je to prvo majniško nedeljo zbralo v Komenski cerkvi svetega Petra, združeni v molitvi, petju in delu. Obiskali smo jih in povprašali o njihovem srečanju. Drage sestre, skavtinje in bratje skavti, spoštovani starši, drage sestre in bratje v Kristusu. Pred 4 meseci smo tukaj med vami v Komendi mladi oblikovali skavtsko skupino in stopili na pot skavtizma. Združevalo nas je in nas še vedno združuje zaupanje v Boga, veselje do življenja in narave ter pripravljenost in volja do dela. 16 nas je, ki smo zadnjih 40 dni intenzivno razmišljali o naši odločitvi in danes smo se zbrali tukaj, da bi pred Bogom in cerkvijo izrekli svoj da. Da služenju, da skavtizmu, da hoji za Jezusom. Da boste lažje razumeli to našo odločitev, mi dovolite,
da v nekaj stavkih povem, kaj skavtizem je. Osnovni namen in cilj skavtizma je duhovna rast in telesni razvoj vsakega člana združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Svojim programom jih vzgaja v zrele osebnosti, odgovorne člane družbe, dosledne katoličane, poštene državljane in zveste pripadnike organizaciji. Pri tem se ravna po metodi prostovoljnega združevanja mladine, ki temelji na vzgoji in samovzgoji, dejavni pomoči bližnjemu, spoštovanju in varovanju narave, življenja na prostem, krepitvi telesnih, duševnih in duhovnih sposobnosti ter po skavtski obljubi in skavtskih zakonih. Skavt torej živi drugačnost, ki jo lahko razberemo iz Kocbekovih verzov. Kadar sem govoril, so rekli, da sem nem. Kadar sem pisal, so rekli, da sem slep. Ko pa sem odšel od njih, so rekli, da sem hrom. In ko so me klicali nazaj, so ugotovili, da sem gluh. Vse čute so mi zmešali in presodili, da sem blazen. Zdaj sem srečen. Naj to predstavitev zaključim z Jezusovimi besedami. Po njih delih jih boste spoznali. Tak način življenja zahteva veliko ljubezni, volje in moči, zato vas prosim, da nas na naši poti spremljate in nam pomagate. Ostani z nami, velika noč. Tako je zapisala družina, zakaj naslednjih nekaj nedelj bo še velikonočnih, vse tja do binkoštih. Pa se še enkrat spomnimo letošnjega praznovanja velike noči. Praznovali smo po vsej Sloveniji, kakor vsa leta in še bolj. Bilo je pritrkavanja zvonov, ubranega zborovskega in ljudskega petja ob mogočni spremljavi orgel in trobil. Svoj čar so dale sveče, mili vonj kadila in čudovite rože ob daritvenih oltarjih. Vse je bilo osrečujoče, predvsem za tiste, katerim sta srce in duša prepevala sporočilo vesoljne cerkve. Kristus je vstal, aleluja. Praznovali smo zato, ker verujemo. Verujemo v odrešenje, preobrazbo vesolja in človeštva, verujemo v Božjo ljubezen, ki naj bi odsevala v nas samih. Še vedno pa se večkrat počutimo, kot da bi bili v slepi ulici, kjer se srečujemo z nesporazumi, nasiljem, neotesanostjo, z grobostjo, nečimrnostjo in nadutostjo. Pa kaj moremo, si ponavadi rečemo? Odgovora sta lahko dva. Nič ali veliko. Bojišča na Hrvaškem so vroča. Bosna in Hercegovina se spreminja v novi Libanon. Le nekaj kilometrov stran od nas divja pokol, uničevanje, požiganje. Vse to nad ljudmi, ki si želijo zgolj živeti, živeti v miru in ljubezni. Toda nad njimi je le dim, jeklene ptice, okrog njih so le tanki granate. Ta svet je poln norosti in kaosa. In čeprav si nekje prizadeva, da bi čim bolj moderniziral in olajšal življenje, po drugi strani uničuje prav tisto, kar je bistvo. Življenje. Velika noč nam je sporočila, da je nekdo pred nami izravnal vso to hudobijo sveta, ter nas spodbudil za ta veliki praznik. Poskušajmo še mi po svojih močeh prispevati svoj delež k temu.
koncu pa še nekaj informacij glede romanja, katerega sem naznanil že v prejšnjih oddajah. Zdaj je že znana pot in tudi datum. Na romanje bi šli 23. maja, to je na soboto. Odpravili bi se proti Dolenjski, kamor manj zahajamo. Naš prvi postanek bi bil v Stični. Tam bi pogledali film o samostanju in življenju v njem ter njegovo zgodovino. Nato bi si ogledali muzej slovenske vernosti, cerkev in znameniti križni hodnik. V Stični je tudi trgovina, kjer se kupijo razni izdelki po receptih stiških menihov. Nato nas bo pot vodila naprej do Žalostne gore pri Mokronogu. Tam bi tudi imeli sveto mašo. Po maši bi se zapeljali čez Šmarjeto in Otočec, kjer bi se pri gostilni Pavlin ustavili za čas malice ali kosila. Pot nas bo vodila nato naprej do Novega mesta, na ogled Kapitlja, ki drugo leto praznuje 500-letnico obstoja. V njem je tudi znamenita, zdaj na novo preurejena knjižnica in Tintoretjeva slika svetega Miklavža. Ogled pa bo vodil sam novomeški prošt, gospod Lap. In še glede cene, s potjo, kosilom, z vsemi vstopninami, okrog $500. Bolj točen podatek bom povedal v naslednji oddaji, kakor tudi točen čas odhoda. Za informacijo še enkrat, romanje bi bilo 23. maja na soboto. Dejal sem že, da bom v maju izžrebal nekaj srečnih nagrajencev, ki bodo 23. maja z nami odšli na romanje brezplačno. Od dveh prejšnjih oddaj imam spravljene vaše dopisnice. K tem pa bomo dodali še tiste, ki bodo pravilno odgovorili na moje nocojšnje vprašanje, ki se glasi: komu je posvečen mesec maj in kako se imenujejo majska večerna bogoslužja? Ponovim vprašanje: komu je posvečen mesec maj in kako se imenujejo majska večerna bogoslužja? Vaše odgovore pošljite na naš naslov KTV Impuls, Moste 32, pošta Komenda. In čez 14 dni bomo izžrebali nekaj nagrajencev, ki bodo odšli na romanje brezplačno. Do takrat pa z Bogom.